Le lučaj od Kopra, stran od mestnega vrveža, leži vasica, z razgledom, ob katerem prav nihče ne more ostati ravnodušen. Njen utrip, umirjen, počasen. Bližina hiš v ulicah brez imen dajejo kraju pridih domačnosti in topline. V zgornjem, starejšem delu Črnega Kala, ki je ime dobil po črnem hrastu, se skriva tudi največ znamenitosti. Benkova hiša, zgrajena leta 1489, je zanimiva predvsem zaradi umetniških arhitekturnih detajlov in kamnitih portalov. Da je celo eno leto starejša, eno ali dve, od Hrstoveljske cerkve, ne. In kar je tudi drugo, pa je, da spada v najstarejšo kmečko hišo v Istri, ne. Pred Benkovo hišo pa se obiskovalcu že odpre pogled na naslednjo znamenitost – cerkev svetega Valentina. Cerkev je najbolj znana po svojem zvoniku iz leta 1802, ki se je zaradi plazovitega terena do danes nagnil že za več kot 1 meter. Leta 1994 so ga poskušali v temeljih obnoviti in poravnati. Ker niso bili uspešni, so morali najti drugo rešitev. Takrat so napeli zajlo okrog zvonika in jo tudi čez cerkev potem pritrdili v tla tle pri cerkvi. Močno vsidrane pa so v 2 vaških društvih tudi želje po ohranjanju črnokalske identitete in kulture tega kraja. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da se ohranja materin jezik in te običaje, ki so včasih bili, kajti to je tisto, ki ljudi tudi privabi na vas. Pristaš starih časov je tudi najstarejši izmed 200 prebivalcev vasi, ki se pri svojih 82 letih odraščanja v Črnem Kalu še zelo dobro spominja. Takrat smo bili mladi, smo se več družili, bi rekel. Eno drugega, tako da se vsa kronika v vasi takoj zaznal, če je karkoli se zgodilo. Tiste pesmi vaške, ki so bile take fantovske, jih ne čuješ več zdaj. Danes se tako namesto pesmi slišijo zvoki cepinov in sprožilcev fotoaparatov. Moderno opremljena plezalna stena in ostanki starega gradu iz 11. stoletja privlačita turiste iz vsega sveta. This place, beautiful. Yeah, really amazing. And a little scary up high. Yeah. Vas je tudi odlično izhodišče za pohode in kolesarske izlete. Skratka, kraj, kjer se prav za vsakega nekaj najde.